Več kot desetletje je nekdanji diktator Bašar al-Asad vladal v Siriji z železno roko. In zdaj ga je država, ki jo je nekoč nadzoroval, obsodila na smrt. Sirsko sodišče je Asada v odsotnosti obsodilo za vojne zločine in zločine proti človeštvu, povezane z brutalnim zatiranjem med državljansko vojno v državi. Asad je decembra 2024 pobegnil v Rusijo, ko so se uporniki približevali Damasku, in še vedno ostaja v Moskvi, kar pomeni, da ni v priporu in ga kmalu ne čaka usmrtitev. Ta razsodba je prva odmevna smrtna kazen, ki jo je nova prehodna oblast v Siriji izrekla nekdanjemu predstavniku režima. Vprašanje je seveda, kaj to dejansko pomeni in ali bo Asad kdaj lahko priveden pred sodišče. Da bi nam iz Washingtona pojasnil, kaj ta razsodba pomeni za Sirijo in ali bi Asad lahko kdaj dejansko odgovarjal za svoja dejanja, se nam pridružuje Hazem Al-Gabra, nekdanji višji svetovalec na zunanjem ministrstvu ZDA. Kako pomembno bi rekli, da je za novo sirsko vlado, da je Asada obsodila na smrt, čeprav sedi v Rusiji? To je izjemno pomembno in ključen korak ter zgodnji korak na dolgi poti tranzicijske pravičnosti v Siriji. In mislim, da je dejstvo, da je v Moskvi seveda problem in nekaj, kar bo preprečilo njegovo takojšnjo izročitev, vendar se to lahko v prihodnosti spremeni. Moramo se spomniti na nacistična sojenja, na primer. Zadnje nacistično sojenje je bilo leta 2022. Torej, pravica je lahko počasna, še posebej, ko imate sokrive režime, kot je Putinov režim. Vendar je pomembno, da se ta proces tranzicijske pravičnosti nadaljuje. In veste, to je bil del tega. Obstaja še en del, ki še vedno manjka. Mednarodni vidik. Zločini Asadovega režima so segali onkraj sirskega ljudstva do Libanona, celo do Izraela s podporo terorističnim organizacijam. Tudi to bi bilo treba raziskati. Prav, ampak veste, vprašanje je, ali ta razsodba dejansko izvaja kakršenkoli resničen pritisk na Moskvo, da izroči Asada, ali pa je on dejansko zunaj dosega sirskega pravosodja. Mislite, da obstaja kdo, ki bi lahko dovolj pritisnil na Putina, da bi ga izročil? Mislim, Putin, ki je sokriv v podpori Iranu in izvajanju vojnih zločinov proti Ukrajini. Ne mislim, da se mu kam mudi, da bi izpolnil ali spoštoval kakršnokoli mednarodno ali lokalno sirsko odločitev proti Asadu. Vendar, njegova vladavina se bo s časoma spremenila. In veste, spet se vrnem k sojenim nacistom. Argentina je bila zelo prijazno okolje za nacistične časti. S časoma se je to zelo spremenilo. To bi se lahko zgodilo tudi v Rusiji. Kakšno politično sporočilo mislite, da to pošilja Sircem? Veste, družinam ljudi, ki so bili ubiti, mučeni, izginili pod Asadom, še posebej ob tem, kar vidimo kot preganjanje manjšin v Siriji. Mislim, ni tako, kot da veste, da skupnost druzov ni trpela pod to novo vlado. Alaviti, seveda, veste, Bašar al-Asad je zdaj odsoten. Ja, celo kristjani so očitno trpeli. Spet gre v tem trenutku za simbolno gesto, še posebej, ko ne morete izročiti Asada. To je pomemben korak. Vendar menim, da je najboljši način za kaznovanje nekdanjega režima v Siriji ustvariti boljše razmere, boljši režim, boljšo vlado, boljšo državo. In trenutna vlada mora začeti na tem hitro delati. To je prava pravičnost. Da tem žrtvam Asadovega režima zagotovimo boljšo prihodnost. In ta vrsta pravičnosti je v Siriji še vedno nekoliko nedosegljiva. Prav. No, na koncu bomo morali počakati in videti, kaj bo tisti odločilni trenutek, ko bo uporabljen kot pešak, ker je to verjetno prihodnost tega človeka. Počakati bomo morali in videti, kdaj bo ta trenutek. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zmaj v vetru za točno tako, prihodnost. To je zagotovo. Hvala. V redu, poslušaj to. V Siriji obstaja skrivni jedrski objekt, ki ga Izrael opazuje že leta. In izkaže se, da radioaktivni material iz starega jedrskega programa Bašarja al-Asada še vedno leži tam. Zdaj Axios poroča, da je Trumpova administracija tiho posredovala pri dogovoru med Sirijo in Izraelom, da bi IAEA odstranila ta material, potem ko je Izrael opozoril, da ne bo toleriral, da ostane tam. Območje, znano kot območje 99, naj bi vsebovalo rumeni kolač in druge ostanke. Skrb pa je, kaj bi se lahko zgodilo, če bi kdo dobil dostop do tega. Ta material naj ne bi bil uporaben za izdelavo jedrskega orožja, lahko pa bi ga uporabili v tako imenovani umazani bombi. Izrael je celo opozoril, da bo znova napadel območje, če bi Sirija poskušala priti do materiala. Zato je posredoval Washington in uspel doseči dogovor. Toda material je še vedno tam in operacija odstranitve se še ni začela.
Zdaj se nam pridružuje naša izkušena dopisnica z Bližnjega vzhoda, Ariel Ozeron, ki nam bo pojasnila, kaj se dogaja v ozadju in kaj to pomeni za Izrael in Sirijo. V redu, očitno sem že podala nekaj podrobnosti o tem, kar vemo o tem kraju. Povejte nam še več. Prav, moramo se vrniti v leto 2007, ko je Izrael napadal skrivni sirski jedrski reaktor Al-Kibar. Ta se nahaja v Deir ez-Zoru v vzhodnem delu Sirije. Izrael tega uradno ni priznal vse do 11 let kasneje. Vendar je bil del materiala, ki je ostal po izraelskih napadih, premeščen na lokacijo imenovano lokacija 99. In Izrael je to lokacijo spremljal in je sirska uprava opozoril, naj se ji ne približuje, odkar je prevzela oblast. Ja, pred 2 letoma pravzaprav je Izrael bombardiral vhode v lokacijo 99, toda pred nekaj tedni po poročanju Axios, Izrael je začel opažati dejavnost strani sirska vlada v bližini lokacije. Nato je poslal opozorilna sporočila v Washington, da če se kdo približa lokaciji, jo bo bombardiral. In prav to je spodbudilo to ameriško posredovanje, ki je očitno uspelo. In pričakuje se, da bo IAEA skupaj z sirsko vlado vstopila na lokacijo, da bi odstranila vse ostanke jedrskega materiala, ki so tam. Mislim, dogovor naj bi bil podpisan, vendar material še vedno ni bil odstranjen. Kaj sledi in ali bi lahko kaj ogrozilo ta dogovor? No, kar bi lahko ogrozilo dogovor je, če bi sirska vlada dostopala do lokacije pred prihodom uradnikov IAEA ali če bi Izrael izvedel kakršnokoli vojaško dejavnost. Katerikoli od teh scenarijev bi spodkopal dogovor, vendar se zdi, da je vlada v Damasku sporočilo zelo jasno razumela. Držijo se stran od lokacije, zato se pričakuje, da bo dogovor izpeljan, saj, kot veste, vidimo predsednika Bašarja, kako resnično naredi vse, kar je mogoče. Pravo odločitev, ko gre za pomiritev Zahoda, pomiritev Trumpove administracije, in zato tega ne bo uporabil, da bi to spodkopal, še posebej, ko je odmevnost takšne zgodbe, vključno z jedrskim materialom, tako velika. Ne bo prekinil tega trenda pozitivnih korakov v očeh Zahoda pri takšni zadevi. V redu, kot ponavadi bomo morali počakati in videti, kaj se bo zgodilo naprej. Zelo zanimiva analiza. Hvala, Ariel.